razrešimo svoje odnose z drugimi. Vodena meditacija, ki nam bo pomagala razrešiti nerešene odnose z drugimi osebami, ter nam tako prinesla notranji mir, po katerem vsi tako hrepenimo. Dobrodošli v tej vodeni meditaciji, kjer se bomo naučili razrešiti nerešene odnose, vse odnose, ki nas težijo, odnose, ki nas bremenijo, odnose, ki nas dušijo. Naučili se bomo osvoboditi sebe ter tako živeti v miru in ljubezni. Le kdo izmed nas si ne bi tega želel? Udobno se namestimo. Dihajmo počasi in globoko. Vdihnimo in izdihnimo. Naše dihanje naj bo čim bolj ritmično. Počasi vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi nos ali usta. Poskušajmo se čim bolj sprostiti in umiriti. Oči lahko počasi zapremo. Z vsakim izdihom iz sebe spustimo vse napetosti, vso tesnobo, vso težo, vse slabo, kar se nam je nabralo. Le dihajmo in se sproščajmo. Vsak v svojem ritmu. Postajamo vedno lažji in lažji. Če pride misel, jo le spustimo, da gre naprej. Ne dajemo ji pozornosti, le opazujmo jo. Opazimo jo ter jo spustimo dalje.
Misli neprestano prihajajo in odhajajo. Ne dajmo jim teže. Nič ni pomembno. Ta trenutek smo pomembni le mi. Dovolimo, da se še bolj sprostimo. Še bolj se sprostimo in umirimo. Zaupajmo ter se popolnoma prepustimo tej vodeni meditaciji. Varni smo, vse je prav točno tako, kot je. Vsi smo varni in vsi smo ljubljeni. Za nas je vedno poskrbljeno. Za prav nič nam ni potrebno skrbeti. Le uživajmo v tem trenutku, uživajmo, da smo. Dihajmo ter se zavedajmo sami sebe. V odnosih z drugimi ljudmi se ustvarjajo med nami različna čustva, ustvarjajo se vezi in te vezi so včasih prijetne, lahko so pa tudi neprijetne. So določene vezi, ki nam jemljejo energijo, vezi, zaradi katerih trpimo, nam je hudo in neprijetno. Vse to so tiste vezi, ki jih želimo ta trenutek spustiti stran od sebe. Takšnih vezi si želimo osvoboditi. Zdaj si pa izberemo odnos, ki nam v tem trenutku predstavlja težave. Odnos, ki nas bremeni in duši. Odnos, ki ga želimo rešiti. Odnos, ki si ga želimo osvoboditi. Na kakšen način se lahko rešimo takšnega odnosa? Kako se osvobodimo odnosa, ki nam ni všeč? Najlažji način je ta,
da se dvignemo na višji nivo našega zavedanja. In na ta način situacijo rešujemo z vrha. Morda nam ne bo najbolj preprosto, vendar verjemimo, da vsi to zmoremo. Vsi lahko na svoj izziv, na svoj nerešen odnos pogledamo z vrha, pogledamo od zgoraj. Vsi to zmoremo. V svojih mislih si zdaj zamislimo to osebo, s katero imamo nerazrešen odnos. Odnos, ki se ga želimo osvoboditi. Ta oseba je zdaj pred nami. Ta oseba stoji pred nami. Jasno vidimo zdaj to osebo. Odprimo svoje srce. Tej osebi se zazrimo v oči. Kaj se pojavi v nas? Kakšne občutke občutimo? Kakšna čustva nas preplavljajo? Kaj je tisto, na kar najprej pomislimo? Kakšni spomini se prebujajo v nas? Je to bolečina? Morda žalost? Ali pa jeza? Morda celo sovraštvo in maščevanje? Ta trenutek te občutke še bolj občutimo. Dovolimo si jih občutiti z vsemi svojimi čutili.
Morda želimo kaj sporočiti tej osebi v tem trenutku. Bi ji radi kaj povedali? Zdaj je čas, da ji povemo vse, kar nam leži na srcu. Vse, kar smo ji želeli povedati, pa tega nismo storili. Zdaj je čas, da to storimo. V svojih mislih ji povejmo vse tisto, kar bi radi sporočili tej osebi. Morda ji povemo, kaj je tisto, kar nas je najbolj razočaralo, prizadelo, morda celo razjezilo. Kaj je tisto, kar smo pričakovali oziroma želeli? Kaj se je zgodilo med nama? Zakaj se tako počutimo? Jasno povejmo svoje občutke. Povejmo, kako smo se počutili v določeni situaciji. Ta trenutek ni čas, da bi žalili in niti ne sodili. Ta trenutek le odprimo svoje srce ter ji povejmo, kako se počutimo. Zaupajmo ji svoje občutke. Nam je zdaj lažje? Zagotovo je, saj smo se osvobodili vsega tega besa, ki smo ga dolgo nosili v sebi do te osebe. Globoko vdihnimo in izdihnimo. Počutimo se mnogo bolje, počutimo se olajšane. Zdaj, v tem trenutku sprejmimo, da so vsi ti občutki dovoljeni. Sprejmimo vso bolečino, sprejmimo vso žalost, sprejmimo razočaranost, sprejmimo sovraštvo, sprejmimo trpljenje, sprejmimo vse, kar je slabo.
prav ničesar nam ni potrebno spremeniti. Le sprejmimo vse to kot del svojega življenja. Zavedajmo se, da je ta bolečina naš smerokaz, naš kompas, ki nas usmerja k sebi. Sporoča in kaže nam, kaj je tisto, kar moramo v sebi še razrešiti. Kaj je tisto, kar moramo v sebi osvoboditi? Kaj je tisto, kar moramo v sebi spoznati? Globoko vdihnimo in izdihnimo. Vse je v redu. Vse je prav tako, kot je. Ničesar ne obsojajmo in ničesar ne spreminjajmo. Le sprejmimo vse to. Zdaj pa sledi veliko dejanje. Tej osebi, ki stoji pred nami, iskreno in iz srca oprostimo za vse te občutke, ki smo jih čutili. Zavedati se moramo, da so to občutki, ki nam jih ni povzročila ta oseba. Ta oseba jih je le sprožila v nas. Ta oseba nam ne želi nič slabega. Verjemimo to, zaupajmo to. Ta oseba je le duša, ki se trudi delati po svojih najboljših močeh. Ta duša ima svojo življenjsko nalogo. Ta duša ima svojo pot. Zavedati se moramo, da tudi tej duši ni vedno preprosto in lahko, ni vedno lepo. Morda tudi ta duša trpi, pa mi tega ne vemo. Tudi ta duša dela le tako, kot najbolje zna v danem trenutku. Zato ne sodimo ter ne obsojajmo. Zdaj dajmo tej osebi, ki je povezana z našo bolečino, vse sočutje, ki si ga zasluži morda še mnogo bolj kot mi sami. Odpustimo ji za vsa dejanja, ki nam niso bila všeč, za vse besede, ki jih je rekla in so nas prizadele, za vse slabo, kar nam je bilo storjeno.
Spomnimo se le, da je ta oseba v danem trenutku delala najbolje, kot je znala. Ta oseba je v naše življenje prišla z namenom. Prišla je zato, da nam je nekaj pokazala, da nas je nekaj naučila. Ni slučajnosti, vse, prav vse se zgodi točno tako, kot se mora. Zdaj je čas, da se osvobodimo vseh slabih občutkov, vsega slabega, kar je še v nas. V sebi ne gojimo več slabih in neprijetnih občutkov, osvobodimo se vse zamere. Le oproščajmo in oprostimo. Ničesar ne očitajmo tej osebi. Le oprostimo ji. Odpustimo ji vse, kar ni bilo dobro za nas. Odpuščanje je tisto, ki nam omogoča boljše življenje. Odpuščanje nam omogoča naše boljše počutje. Ozavestimo, da ni žrtve in ne krivca. Vsi smo sodelovali. Vkolikor sodimo, tvegamo odnos, da bomo ostali energijsko ujeti, da bomo ujetniki svojih slabih misli in slabih občutkov. Zavedajmo se, da sva oba sodelovala pri tem. Morda smo mi tisti, ki smo bili bolj prizadeti. Vendar to osebo vseeno sprejmimo prav takšno, kot je. Sprejmimo jo z vsemi napakami in je ne sodimo. Bodimo le hvaležni za to, da smo se nekaj naučili. Bodimo hvaležni za to lekcijo, ki smo jo dobili. Še bolj odprimo svoje srce, ter to osebo zdaj oblimo z vso ljubeznijo, za vso ljubeznijo, ki je v našem srcu. Ta oseba je tista, ki močno potrebuje našo ljubezen. Tej osebi le dovolimo, da je. Dovolimo ji, da dela napake. Vsi, prav vsi jih delamo. Tudi ta oseba se uči. Tudi ta oseba ima svoje naloge, svoje probleme ter svoje težave. Ničesar ne pričakujmo, ter ničesar ne spreminjajmo. Le sprejmimo to osebo prav takšno, kot je. Poskušajmo še bolj odpreti svoje srce, ter ji v mislih ponudimo roko.
Podajmo ji roko ter si nasmejmo. Nasmihnimo se ji. Če lahko, to osebo zdaj v svojih mislih objemimo. Ta oseba si zasluži našo brezpogojno ljubezen. Mi to zmoremo in mi to znamo dati. Le še bolj odprimo svoje srce ter dovolimo, da se naši srci združita. Zdaj, ko smo oprostili, zdaj, ko smo odpustili ter združili naši srci s to osebo, zdaj je pa čas, da se tej osebi iskreno in z vsega srca zahvalimo za vse izkušnje, za prav vse, kar nas je morala ta oseba naučiti, za vse lekcije in nauke. Zahvalimo si za vse, kar smo spoznali ob tej osebi, saj smo zaradi tega še bolj spoznali sami sebe. Zahvalimo se zdaj za vse, kar smo postali prav zaradi te osebe. Le zahvaljujmo se ter bodimo za vse to hvaležni. V srcu začutimo neizmerno radost, začutimo ljubezen, začutimo hvaležnost, da smo sploh sposobni tega dejanja, saj smo s tem, ko smo oprostili tej osebi, s tem smo le osvobodili nas same. S tem smo osvobodili sebe, le sebe in nikogar drugega. Zavedajmo se tega. Zdaj smo se vsega tega osvobodili. Zdaj smo očiščeni in svobodni. V svojem srcu čutimo neizmerno olajšanje. Ne pozabimo, da smo mi ustvarjalci
oziroma kreatorji svojega življenja. In vse te občutke, ki smo jih čutili do te osebe, smo si pravzaprav povzročili le mi sami. Prevzemimo zdaj odgovornost. Prevzemimo odgovornost za vse, kar se nam dogaja. Zavedajmo se tega, da smo zdaj osvobojeni. Zavedajmo se, da smo očiščeni. V svojem srcu zdaj čutimo mir. Zdaj čutimo harmonijo in radost. Naše srce nam veselo zaigra. Počutimo se tako osvobojene. Počutimo se svobodne. Počutimo se lahkotne. Saj smo mi tisti, ki znamo brezpogojno ljubiti. Saj smo mi tisti, ki znamo oprostiti. Žal mi je, oprosti mi, prosim. Hvala ti, ljubim te. Žal mi je, oprosti mi, prosim. Hvala ti, ljubim te. Žal